Dober večer, dobrodošli na večeru Društva slovenskih režiserjev. Če morda kdo danes prvič tej zadevi, nocojšnji se reče Režiserji v dialogu. To je tak ciklus dogodkov, kjer se vsakič dva režiserja sedeta za tole mizo in imata dialog drug z drugim, pa tudi s publiko. Tako da, če želite kadarkoli vmes ali pa magar na koncu kaj vprašati, kar pogumno. Zdaj pa bi jo najprej predstavila, čeprav verjetno jo poznate. To je človek, ki s svojimi filmi najraj sproži kakšen diplomatski spor in za katerega smo ugotovili, da do pred kratkim niti 30 še ni bil star in smo se vsi zasekirali. Žiga Virc. Dajmo en aplavz. In človek, ki je Slovence prepričal, da so bale sena lahko seksi, to je kar dosežek in ki ga prepoznaš tudi v temni kinodvorani 8 vrst za tabo, ker ima najbolj nalezljiv smeh od slovenskih filmarjev, Marko Naberšnik. Zdaj pa prosim lepo, kar začnite. Hvala, Urša. Lepo pozdravljeni vsi v mojem imenu. Čaka nas 90 minut debate in odlomkov, ki smo jih Žigo pripravila. To je 90 na osebo, ne? Ja, 90 na osebo. V glavnem imava skupaj za dobrih 20 minut odlomkov, malo debate, kadarkoli se lahko priglasite, vmes vas bova mogoče tudi pozvala k besedi, če bo želja, če ne bova pa midva debatirala. Pripravila sva se. Tlele imamo spisek stvari. Dobro večer še v mojem imenu. Ful dobro, da smo se danes tlele zbrali, no, da so kaj pomenilo lepega. Marko, smo za tebi eno vprašanje. A je tebe že kdaj kdo kaj razburil? Si se ti že kdaj nad čem znesel? Si kdaj znorel? Mislim, zdaj ta neko je Urša rekla, nalezljiv smeh pa nek optimizem, to sigurno je del mene, ampak to, da se jaz, mislim, percepcija, da se jaz ne sekiram, pa je napačna. Zelo se znam sekirati, tudi razburiti, ampak naprimer na filmskem setu, ki ga včasih ljudje povezujejo, rečemo v tem stereotipu, da je koleričnost tam, da kričiš, tega pa nekako ne počnem, ker se mi zdi, ekipa se načeloma zbere, sploh filmske ekipe, moram reči, so zelo predane, zelo fokusirane, moje izkušnje z njimi absolutno pozitivne že iz študijskih časov in pride vsi z namenom, da bomo film posneli in nimam nikoli tega občutka, da bi moral kaj kričati. Če se je kaj zgodilo v preteklosti, smo pa, ker je danes tudi Danica Ikovic tukaj, se spomni, smo pa koga zamenjali. Diplomatsko smo rekli, Danica, s tem pa ne moramo več naprej delati. Ampak to je tudi odločitev, ne? Ni pa treba kričati bilo. Tako da ven padel še nisem. Ne. Zdaj moraš ti me nekaj vprašati, veš? Ja, absolutno. V smislu, da imaš še podvprašanje. V glavnem Žiga ni zame neznanec. Žiga je nekdo, ki sem ga uspel spoznati na začetku njegove poti, ker je prišel z kratkim filmom, ki je celo imel del mojega imena, noter Romarko. Zgodba tega filma, Žiga, ki si ga imel na sprejemnih izpitih, je v bistvu zgodba tudi tvojih entuzijastičnih projektov, epskih spektaklov. Film se namreč dogaja v Jeruzalemu. Ima steadicam, ima statiste, ima živali in Žiga je s tem filmom prišel na sprejemni izpit. Komisijo je prepričal, ampak mislim pa, da nekoga prej nisi prepričal. Povej to zgodbico, anekdoto mogoče. Ja, res je. Jaz sem v bistvu šel na sprejemce z malo nestandardnim filmom, namreč mi smo naredili neke vrste oglas za Youth Hostel, ki naj bi bil v Novem mestu. To smo naredili pri podjetništvu, ker jaz sem hodil na srednjo ekonomsko gimnazijo. In mi se nismo zares nikoli omejevali s tem, kaj naj bi bil recimo slovenski film, pa kaj naj bi mi kot avtori, recimo takrat smo bili v Novem mestu, kako naj bi mi razmišljali. Nam je to dol viselo. Mi smo imeli mini DV kamero, torej svet je bil naš, ne? To je bilo to. In smo rekli, mi bomo snemali film o rojstvu Jezusa, za katerega se na koncu izkaže, da je punčka. Tako da to je bil naš začetek in ta spot smo mi naredili, sem ga poslal na en festival v Ljubljani, takrat vsi entuzijastični srednješolci in ga v bistvu, niso ga zavrnili, uvrstili so ga v program, to je bil en tak srednješolski festival, ampak nismo dobili nobene nagrade, ne, in vsi so
dobivali neke nagrade, pa ful so bili dobro, neki Sonjevi fotkiči pa to, mi pa nič, ne, pa sem pristopen do člana komisije, pač, kaj se je z našim zgodilo, zakaj ga niso uvrstili med tistih top 15 od 17 filmov. In odgovor je bil, da je izgledal preveč profesionalen, da to zihar nismo sami naredili. In takrat sem rekel, mislim, da smo na dobri poti. Ja, v glavnem komisijo si takrat zelo nasmejal. Ampak, a se spomniš onega vprašanja? Pač, Marko je bil seveda na spremcih mojih. Se spomniš onega vprašanja, kdo me je že vprašal, kje se vidim čez 10 let? Spomniš tega? Kdo bi te to vprašal? Kdo te je vprašal to? Ne spomnim. Jaz takih vprašanj ne zastavljam. Ker pri filmu je toliko negotovosti, da včasih vprašanje, kaj bo drugo leto. Vem, sem takrat rekel, jaz bi delal kakšen epski spektakel. Ne, jaz pa sem v intervjuju prebral, da si povedal, kje se vidiš čez 10 let. In sicer leta 2005 si imel v Mladini intervju, si bil v bistvu predhodnik YouTuba. Ko še YouTuba ni bilo, si ti, ker lih takrat je YouTube se ustanovil, oziroma zgodil do leta 2005, ampak ti si še prej posnel svoje, rečemo, ljubiteljske filme, ki jih nisi pošiljal preko teh družabnih omrežij, ampak preko česa? V bistvu, zdaj smo šla že na tega, po moje, ampak ok. So si plan naredila, pa smo si ga zdaj podrla. Ja, kako smo mi začeli? V bistvu, moja neka ljubezen do filma se je začela v bistvu preko fotografije. Moj oče me je v bistvu naučil fotografije že v ful zgodaj, že v začetku osnovne šole in jaz sem preživel vse vikende v temnici. Tako da imam zdaj ful špegle močne, ker nič ne vidim. Ampak point je bil v tem, da me je fotografijo ful zanimalo in v srednji šoli smo imeli eno tako fajn ekipo sošolcev. Eden je tudi tamle, ki je zaslužen za marsikaj, Matej. Sedi na stolu številka 10 v tretji vrsti. In mi smo takrat si sposodili v šoli mini DV kamero in smo rekli, mi bi posneli en film. In na začetku šolskega leta smo šli gledati Rekviem za sanje. In to nas je tako čist, nas je fraperal ta film. Smo rekli, mi bi lahko nekaj naredili. In smo rekli, dajmo narediti Rekviem za burek. In smo naredili Rekviem za burek. To je bil moj prvi film. In si pogledamo odlomek tega filma. Absolutno si pogledamo odlomek. A povemo ljudem, o čem je, ali kar vržemo v mrzlo vodo. Ni vse o bureku. Sem povedal še, kaj se pred to sceno zgodi. To je bil naš prvi srednješolski film. Zgodi se to, da grejo 4 sošolci iz razreda na burek v Mercator in se zastrupijo z njim. In potem imamo 4 ločene zgodbe in ena izmed teh zgodb je to, kar boste zdaj videli v 2-minutnem izseku in sicer skoraj pol ure dolgega filma. Ja, pogledali bomo pa 0:1 Rekviem za burek. Pazienta prima in krči. Pazienta prima in krči. Cristo Pilatis. Popkove motline. Arterije krvva. Spasite nevarnosti. Trombociti vas parajo. Ne oddavajo funkcije razloževanja. Pacient je v zelo kritičnem stanju. Mislim, da je stvar zelo delikatna in potem moramo upoštevati tudi krvavitost, ki se je povečala. Pacient podaja preveč toplote. Dajte malo cvelna, da se šije. Zavodimo mačeto. Delikatno. Opozarjam vas, dr. Janovič. Poštevati morate društveno natančnost. Ste v redu? Ne kažete samo lepo, ste v redu.
Jaz bi rekel, da spektakl, ne? Ja, s tem, da ta preživi. Zato, da veste, da se nikdo ustraši slučajno. En mini detajl, ta film je bil sneman v današnji novomeški upravni enoti in to je bivša porodnišnica novomeška in ta prizor je bil sneman v sobi, kjer smo se vsi, ki nastopamo tukaj in ki smo snemali, rodili. Vključno z Melanijo Trump. Tako da, Marko, tvoja srednja šola, ti tudi nisi bil na kakšni hudi umetniški šoli, glih, ne? Moja srednja šola, tvoja srednja ekonomska, moja srednja tehnična. Jaz sem bil na SKSMŠ, srednja kovinarska strojna in metalurška šola Maribor. V bistvu ta šola mi je kasneje pomagala, do tega bomo še prišli, ampak takrat, ko sem bil na tej šoli, me je sicer vleklo v filmske vode in sem imel status kulturnika, kar je na srednji tehnični bilo zelo eksotično, bil sem edini in sem bil da upravičen kakih predavanj, ker smo bili v kinoklubu Maribor v sekciji imenovani videosekcija, ker takrat so se zgodile prve kamere, super VHS-C, VHS. Jaz sem si želel pokazati kakvo stvar iz tistih časov, ampak moram reči, da sem bil malo šlampast pri hranjenju in so VHS kasete sicer ohranjene, ampak z drop-outi strašnimi. Tako da namesto tega sem potem pripravil prvi študijski film moj, ki si ga bomo pogledali v nadaljevanju. Ampak ja, ta srednja šola je bila v bistvu, ko sem kasneje gledal kot blagoslov. Mislim, takrat ste v klubu snemali filme. Ja, v videoklubu smo snemali, ampak to so bile tiste prve VHS kamere. Mislim, to je bilo leta 91, 92, 93, so se sliši že zelo daleč. Slovenija je ravno nastala in pač čas je naredil svoje na VHS kasetah. Jaz sem jih imel v predalu, ampak nekako niso preživele, tako da del tega. To se vidi, koliko je kinotrak, filmski trak bolj trpežen od tega. Ne? Od video trakov, ki so predvsej občutljivi. Ampak ja, kot status kulturnika takrat mi je bilo omogočeno, da sem delal pač kot dijak filme, ki smo jih prikazovali v mariborskem kinu. Takratna direktorica Magda Medved nam je odstopila dvorano, zastonj smo imeli, prikazali filme, povabili sodelujoče znance, napolnili dvorano in tako začeli nekako, to je v bistvu še dosti pred internetom. Ne? Tako da v bistvu jaz bi rekel, če se vrneva k tem začetkom, da si z moje strani pogledamo film z ljubeznijo, odlomek seveda. To smo naredili v 3. letniku. Ta film je nastajal tak kar v nekih krčih. Prva verzija scenarija mi je bila zavrnjena, sem moral narediti novo verzijo, moj letnik je bil ogrožen, ampak nekako se je zgodba srečno. Kater profesor ti je pa zavrnil to? V bistvu smo imeli debato z istim profesorjem, s katerim se tudi ti imel debati in smo kasneje lahko dotaknili z Miranom Zupaničem. Miran Zupanič je strašno strok in dosleden profesor. Stroka pravičen. Ja, in v bistvu ja, pravično, absolutno pravično, ampak je bil kar strok in mi en scenarij zavrnil in potem sem jaz moral v relativno kratkem času napisati neko novo različico in z tega se je potem rodila zgodba z igralcem, ki je nama obema skupen, Gojc. Gojc in Jurij Savček nastopata v tem filmu. Jurij Savček je oče od Gojca, Gojc je njegov sin. Jurij Savček je en tak snobovski oče, medtem ko je Gojc brezposeln in se odloči Gojc oropati svojega očeta. Tako da za to masko v filmu se skriva sin od Jurija Savčka, Gojc. Poglejmo si 01 z ljubeznijo.
Zdaj, v zvezi s temi prvimi deli mogoče lahko pokomentirava te prve ugotovitve filmske. Zdaj, če se samo navežem na tale film, moja prva izkušnja nepredvidljivosti filma je bilo delo z Gojcem. Ful sem si želel imeti Gojca v filmu, Gojc pa ima strašno malo časa in največkrat je bil rad tam na svojem primorskem koncu. In najmanj prvi sestanek je bil tak, da sem ga 1 uro pa pol čakal v eni restauraciji, da je prišel, je zamujal 1 uro pa pol. Potem kasneje pa sem hotela imeti vaje, pa je rekel, glej, jaz nimam časa biti v Ljubljani, pridi ti k meni, in sem prišel k njemu. In smo imeli pol pri njemu na vikendu, oziroma domu, tisti zidanici vaje. Tako da v bistvu sem videl, koliko je treba se prilagajati, žrtvovati, da dobiš svoje idole. Prejemo doma v Republiki Škofji. V Škofji, tako. Jaz sem imel isto izkušnjo, veš. In ko sem prišel na vaje, sva najprej šla do soseda, pol smo en flaškon nekam nesla, pol smo malo nekaj pojedli, zvečer smo imela pa vaje. Si imel enake izkušnje? Identične. Sem da vaj nisva imela. Ja, ista fora je bila, ko smo, to je bilo sicer malo na fast forward, ampak ko smo šli delati Trst je naš. Iz nekega razloga imava z Markotom v najnem študentskem filmu isti par, Gojmir Lešnjak pa Silva Čušin. V tem filmu sta par Silva Čušin pa Gojmir Lešnjak. Veš, kaj sem se hotel še pogovoriti? Se mi zdi, da vpliv srednje šole naredi ful, ker mislim, da ima v oba nek ta skupni element, da smo v bistvu štartali iz nekih čist drugih ved. Ne? Mislim, jaz sem recimo pač hodil na ekonomsko gimnazijo v Novo mesto, kjer sem pač seveda se naučil, kaj je to SWOT analiza, par let preden sem vedel, kaj je to scenarij. In se mi zdi, da je ravno ta okolica ljudi, ki jih imaš okoli sebe, v bistvu naredi iz tebe potem to, kar si. Ne? In mogoče ravno zaradi tega, ker smo pač bili mi sami sošolci, ki smo verjeli, da lahko naredimo karkoli na tem svetu in noben se zares ni s filmom ukvarjal, prej smo v bistvu imeli najbolj odbite ideje, ker se ni noben zares sploh omejeval s čemerkoli. Ne? In mi smo na tak način potem tudi razmišljali dalje po velikem uspehu Rekvijema za Burek, ki je bil isto predvajan potem v novomeškem Lokal Patriotu. Imeli smo premiere, imeli smo celo neke intervjuje smo imeli na nekem radiju. Jaz vem, da sem bil ful živčen takrat, ko so nas povabili na radio, prvič, veš, hudo. In mi smo potem razmišljali naprej, ne, kaj bi posneli, kaj bi naredili. In Matej, ki ponovno tamle sedi, je vrhunsko ponašal Martina Strela. Martin Strel je bil takrat pa blazen hit v Sloveniji. On je bil hit tak, mal junak, mal pa anti-junak. V bistvu ljudje niso čisto vedeli, kaj bi z njim delali. Ne. Bil je neke vrste blazno popularen, po drugi strani ga noben zares ni maral. In mi smo takrat naredili ta prvi en spot. Tine Strela in Gozmodrisk. Pač to je bila parodija na Kozmodisk, ne, seveda. Baje sicer iz te firme, ki prodajajo Kozmodisk, niso bili najbolj navdušeni nad tem, ker zadeva je šla res viralno. Ne. To je bilo narejeno še preden je prišel YouTube in vse stvari takrat, če se spomnite, so se pošiljale preko e-mailov, se pravi vse te neke PowerPoint neumnosti, vse te neke fore internetne, to je šlo vse prek maila. Ne. In mi smo ugotovili, da če mi posnamemo nek kratek spot, da si ga bo folk zares pošiljal, samo če ga skompresiramo na najmanjšo možno velikost. In mislim, da prvi Tine Strela je bil velik, 2 megabajta, pač ravno toliko, da si še videl malo slike pa zvok, ampak so vsi štekali in je šel res zelo viralno naprej. Ne. In potem, ko se je ta zadeva toliko viralno razširila, smo v bistvu ugotovili, da mogoče bi pa mi lahko naredili korak naprej. Mislim, da je Matej glih takrat naredil izpit za avto.
izpit za avto je naredil. In smo rekli, pa mi lahko gremo ful daleč to snemati, mi gremo lahko v hribe snemati, mi lahko gremo na Gorenjsko iz Dolenjske. Ne? V bistvu nismo čisto vedeli točno, kaj je scenarij in kako naj bi izgledal. In imeli smo neko približno zgodbo, imeli smo idejo, da naredimo neko parodijo na Martina Strela, ki gre... Martin Strel se je takrat ful hvalil, da bo šel tudi on na Himalajo, zaradi tega, ker je šel Davo Karničar. On je takrat prvič smučal, on je bil prvi človek, ki smučal iz Himalaje. In Martin se je hvalil, da to ziher ne more biti tako neki blazno kompliciranega, da lahko on to tudi naredi. Ne? In seveda je takoj pala ideja iz tega, da pač Tine Strela, zakaj pa ne bi šel na Himalajo, pa da bi bil prvi, ki bi se sankal iz nje. In po mojem najbolj, da pogledamo ta klip. Imaš še kakšno vprašanje ti okoli tega? Ne, mislim, tukaj je edino fascinantno, ker to si imel pa že kot študent, vedno to stežnjo po spektaklih, se sem rekel, Žiga je prišel na akademijo z jeruzalemskim spektaklom, Tine Strela je šel v Himalajo, imel si vaje, kjer so nastopali bataljoni in so se streljali. Odkot imaš to afiniteto do spektakla mogoče, ker se ti vleče v resnici vse do Houstona? Tudi tam se nisi omejeval. Ne, če bi bilo nebo meja, potem mi tega filma ne bi naredili, ker smo šli dlje od tega. Dejansko, kaj pa vem, to je tako hecno vprašanje, ki si ga še dostakrat zastavljam, ampak dejstvo je, da globoko v sebi, ko sem začel spoznavati svet filma, kateri so bili filmi, ki so zares name vplivali. En prvih filmov, ki se jih jaz spomnim, da so mi bili res cool, je Jurski park. To je 92, 93 leta, zdaj ne vem, 5-6 let, ko smo šli gledati Jurski park, pa to je film, ki je PG-13 ali nekaj tasga. In takrat me je fasciniral film, ampak to so bili filmi, ki so me pač zares se dotaknili. Ne. Jaz se spomnim, ko smo šli gledati Titanic. Titanic sem šel gledati 3-krat. Šli smo ga gledati pač z našo družino. Potem smo prepričali še babico pa dedka. Babico smo prepričali s tem, da bo ljubezenska zgodba, dedka pa da bo videl tiste ogromne bate od motorja, od Titanika. In sem rekel, grem zraven, ajde. In sem šel drugič gledati film. In potem so se še v šoli spomnili, da bi mi mogoče šli Titanik gledati. In smo šli še v šolo gledati. In sem bil ful pameten, ker sem se vedel, kaj se bo zgodilo. Ne? Ampak meni je krat ful fasciniralo, se prav spomnim v kinu po Titaniku, ko so se luči požgale, koliko se je folk jokal. To so imeli neke robčke, pa so se, mislim, tipi so tako kao, jaz se ne jokam, kaj ne. Ampak vem, da so se dekleta tako ful brisala solze in ste rekel, pa film je ful močna stvar, ne. In zares se nisem potem nikoli iz tega razloga obremenjeval, kaj ne bi bil slovenski film, kaj ne bi bilo tisto, kar naj bi nastajalo. Vseeno, mi pa živimo na Zemlji, pa tudi Zemlja je samo en izmed planetov, ne, v tem principu. In zato, kaj pa vem, so me začele zanimati take malo večje zgodbe. Ne. Kar je bolj bizarno, ko začneš kombinirati neke low budget koncepte, ko pač imaš ko je eden človek za kamero in dva pred kamero in gre pač snemati film v Himalajo. Ne. Ampak se da, če to vzameš kot neke vrste parodijo. Ne. Tako je nastal Tine Strela, tako da predlagam, da pogledamo to, o čemer sva zdaj medva govorila. 02, Tine Strela. Na Mount Everest sem se odločil, da se boju vzamem tudi ležišče mojih sran, diarejo, ker tu je narta boljš ležišče za spat. Sem prišel z avionom v Katmandu, sem tam najel eno šerbo in sva šla. Stoj! Stoj! Že enega ti mene že ne boš čez vodo vozil. Daj gledaš! Daj gledaš! Hodila čez razne hrebe, doline, čez razne reke, ki jih so tako usrane, da še sam ne bi šel not plavati. Let skorba! Vlec! Prasica! In sva se jebala cel teden po raznem blatu, skalah, travi, vsega sranja je bilo in pol sva prišla v bazni tabor.
Danes smo prišli na bazni tabor na 8000, tlele na Mount Everest, spodaj pod vrh. In smo se zdaj najeli, fajn smo se usrali. Zdaj bomo šli pa spat na diarejo, ki je tudi to boljše ležišče in bomo dobro spali. Torej, sem še hotel dodati, da to je bilo še delano, preden je Slovenija seveda bila v EU-ju in Matej je imel od doma en BMW trojka, letnik 87. In v njega smo se napokali, pač mi trije, dva ste videli nastopajoča, plus jaz, plus ta diarejo, plus en velik sod, plus plavutke in vse te neke neumnosti in peri in ne vem kaj vse in mi gremo na italijansko mejo, ne, seveda s tem, ker smo pač morali narediti krok in vem, da so nas italijanski cariniki malo čudno gledali, ko so nas sprašali, kam gremo s temi plavutkami, smo rekli v hribe. Ampak prej sva medva ugotavljala, da je tale lokacija v bistvu nama zelo znana, ne? Ja, ta lokacija je znana v bistvu še tudi Mihi Hočevarju, ki je danes z nami. To je Mangarsko sedlo, kjer smo vsi mi trije snemali film Miha, gremo mi po svoje. Drugi del, ne, Miha? Žiga svojega strela, jaz pa gozdove, na katere se bomo kasneje vrnili. V glavnem, to je lokacija, ki omogoča 360-stopinjski spektakl. Na vse strani lahko pogledaš in lahko imaš huge total. Ja, še posebej, če ukradeš glasbo iz Gospodarja prstana zraven. Ja. Tako da, ja, ta lokacija je hvaležna. Najbrž je še kdo tam snima, to je ena takih naših. Zdaj, ko imamo te spodbude, bomo najbrž imeli še kako ekipo tam gori. Ne, ful je dobra lokacija. Ja. To je res genialno. Ja, pa še ena stvar, spomnil, Tine Strela 2, ne. Glavni problem bil v tem, da ni bilo takrat še YouTube-a. Mislim, to se sliši, kot da govorimo 40 let nazaj, ampak to je dejansko nekaj let nazaj. In mi smo imeli velik problem, na kater server dati ta video, ker takrat si moral dati video na server, folk ga je loadal dol. In ker je ratov video toliko viralen, smo takoj v bistvu prišli do limite našega serverja in to je bil tako ful velik problem. In no, da skrajšam zgodbo, na koncu je ta Tine Strela klip bil na www.martinstrel.com poševnica Tine Strela. Ker je Martin bil bolj pameten kot mi vsi in je razumel, da je to ful dobra reklama za njega. Tale zgodba z Martinom je zanimiva. Jaz sem ga srečal, ko smo delali film Barabe, pa sem bil asistent Mirana Zupaniču. In je Martin Strel igral enega morilca s puško okrog hodu, imel je nočno snemanje. In na tistih nočnih snemanjih sem jaz kot asistent z njim sedel in preživljal noči in je Martin tako jamral, rekel, to ni film, to mora samo čakati, mislim, jaz kondicijo zgubljam. Ja, danes se najbolj spomni, je bil zelo specifičen, ampak je hvaležen lik sodeč tudi po tvojih zadevah, Tine Strela. Ja, mislim, Martin je bil ena taka, mislim, se je še zmeraj, zdaj govorimo v preteklem, pa dejstvo, da zdaj je malo manj eksponiran, čeprav ima spet neke nove podvige, sem ravno prejšnjič bral. Ampak dejansko je bil zelo taka hvaležna tema, ker je bil on je kako neke vrste Donald Trump, ne, ker je že v resnici to gre daleč v tej svoji, recimo temu, bizarni prezenci, da se je v bistvu težko delati za res norca, oziroma težko je parodijo delati iz takih likov. Ker ko smo mi Martina Strela v živo spoznali, smo v bistvu ugotovili, da Tine Strela samo en taka malo pomanjšana verzija Martina, da ne gre zares čez njega. Tako da ja, tak je Martin. Mislim, se pa navezuje tole tvoje delo s temi, rečemo, družabnimi omrežji pa novo tehniko, ker v resnici je res smešno, ko človek razlaga, ne, tega ni bilo, ampak YouTube je star 12 let, internet malo več. Zato naprimer, jaz smo tudi težave, ko sem iskal te svoje prve stvari. Zame je film pomenil absolutno nekoč filmski trak, ne. Video mi ni bil legitim medij danes. Nam je bilo pa glih kontra. Ja. Moram bolj potiho govoriti, ali kaj. Mi smo bili pa ta mini DV generacija, ki smo rekli, skenslamo film, brez veze, to je old school, to je za ta stare. Mi smo bili ta generacija. In jaz sem imel dejansko potem ful slabe izkušnje, mogoče čisto autosugestivno, ampak kadarkoli smo neki delali na filmski trak, zdaj ne bila neka štala, razen strsti naš. Meni so celo enkrat v laboratoriju na RTV-ju, ene 2 roli so mi
Te zgodbe z rolami sem tudi jaz imel kot študent nenehno, ja, malo podrasla, ne? Ampak spomnim se teh prvih začetkov, ko so prihajale prve kamere, ko se je zgodil red, ko so prve DV kamere prihajale, se tukaj dan z nami tudi Karpo, pa smo hodili z akademijo, ko še takrat študenti gledati primerjavo med digitalno tehnologijo pa filmskim trakom in je bilo neko mnenje, pa se to ne bo nikoli podobno filmu. Zdaj pa če pogledaš posnetke z fotoaparati, izgleda genialno. Novi telefoni imajo super slow motione. Tako da tehnika je, mislim, da na strani. Tudi meni osebno pomeni uteho, ker če bojo luknje med filmi, rečemo, predolge, bom pa tudi sam prijel fotoaparat pa kaj posnel. To si vedno človek reče, tudi je uteha bolj tehnika, a tebi tudi. Veš kaj je, en tak občutek imaš, da lahko narediš karkoli. Seveda je problem v tem, da sama tehnika, na katero se snema, je na koncu še najmanjši del celotnega ustvarjanja. Ne. Ampak dejstvo je, da večina naših stvari oziroma neki moji začetki ne bi nikoli nastali, če pač ne bi obstajala ta tehnologija, ki je bila, ne. Ker ni bilo več vprašanje, nisi rabo iti zdaj do nekoga, ki je bil friend od nekoga, ki je imel kamero in potem dobiti še od nekoga, ki je snemal reklame, ostanke od filmskega traku, da se ti imajo 2 minuti traka za posnet neki. Ne. Ampak smo dejansko se lahko ful igrali. Mislim, vse ti naši Tine strele bi snemal brez scenarija v bistvu. To je bilo tako, kamera laufa, Matej, da se ti zdaj neki spomen. Daj neki povej, ne, ja ne vem, neki se zmislil in potem se je Matej izmišljeval in to je pač, ne, v bistvu je bil čist nek drug koncept nastajanja, v bistvu je bil tako malo bolj eksperimentalen, ful je bilo improvizacije in tega ne bi bilo brez te tehnike, ne. Pa se ti si tudi svoje stvari najbrž na začetku delal na VHS ali na Na VHS, ja, ampak VHS postprodukcija je bila težka, mislim, nisi imel teh računalnikov, nisi mogel na enak način montirati. En tape, drug tape, pa ga. Jaz se spomnim, da sem takrat dal 3000 mark za kamero, ki smo šli v München iskat in sem kupil kamero, ki je omogočala sama montažo, se pravi, da si lahko določil in pa out in si pol v kaseto not insertiral z iste kasete, ne. Se pravi, si lahko klipek nastavil, ampak to je bila zelo češka montaža, to se je res videlo vse. Zato, naprimer, jaz nimam teh začetkov, kot jih imaš ti. Ne? Mi smo imeli že digitalno, jaz sem imel že premier. Jaz tega nisem imel. Ne? In zame je dejansko film pomenil na začetku filmski trak. Če si imel filmski trak, pol si lahko snemal film, sicer pa sploh nisi imel dostopa do filma. In moji začetki segajo v resnici v Kinoklub Maribor, ker smo mi bili tako imenovana videosekcija, ker smo imeli pač eno VHS kamero, niti ne super VHS. In resolucija, takrat smo to gledali, jaz, ko sem to zdaj gledal post-festum, to je res čudna slika. V glavnem, in mi kot takrat pri Kinoklubu smo gledali od naših kolegov, ki so tam bili, filme, ki so bili, rečemo, amaterski takrat, ali pa ljubiteljski, bomo rekli, na 8 mm, ne. 8 mm, to je bila ločnica, 8 mm, 16 mm je bil nekak študentski format, na katere sem snimal jaz tale film z ljubeznijo pa Pavleta in mislim, da tudi ti Trst, ne. Naslednja stopnja je bila 35 mm, to je bilo pa že znanstvena fantastika takrat. Tako da jaz, na primer, jaz sem se za te svoje filme vedno storyboarde risal. Pavle, ne, ki bomo rečemo naslednji film, ki si ga bomo pogledali, je bil vsak kadreček izrisan, ker smo imeli 12 rol. 12 rol si dobil, kodak filma in to je bilo to. Če si šel čez, ti je mogoče takrat Marko Pešelj, tisti, ki ga poznate, prinesel še kako rolo pod pazduho, to je bilo pa tudi to. Ja, pri nas je tudi na Trstu, nekdo še pri nas so kar prinašal še role na koncu. Tako da tale bitka z rolami sem jo čutil tudi pri Petelinjem zajtrku, kjer je prvi dan bil šok, ko sem prekoračil 600 metrov dnevnega limita. In smo imeli krizni sestanek in smo pol prišli na 800. Tako da poglejmo si, naprimer, čeprav lahko mogoče še nekaj uvodnih besed povem. Tako kot je tebe zanimal spektakl, je mene vedno zanimal malo thriller. In Pavle, naprimer, ima nekaj tega v sebi. Sicer zdaj bomo pogledali odlomek, pa morda ni tako vse, ampak ena moja skrita želja, tako kot od tebe spektakli pa Slovenci na Marsu, ki si jih omenil, že v intervjujih leta 2005 za Mladino sem bral, meni je vedno v bistvu blizu neke vrste horor pa thriller. Sicer nisem v te vode nikoli še šel zares, upam, da bo, ne čist klasični horor, ampak tak, rečemo. Zdaj nedolgo nazaj smo imeli eno tragedijo, ki je te dni polnijo časopisi, bolj taki družinski horor, me zanima. In Pavle je neke vrste taka zgodba o posesivni mami, ki svojemu sinu na koncu prereže žile. Ti si pogledal ta film takrat? Ja. Mislim, pogledal sem ga zdaj, ker si mi ga poslal še enkrat. Ja, ker to bi jaz...
Tako da zdaj sem ti diplomatsko Evo, odgovoril, veš, čisto to je v redu, tak čisto v redu. politični odgovor. Ker v bistvu... Ne, ampak veš, kam je hudo? Hudo mi je to, da je tako korak naprej od samomora v slovenskem filmu, da mama sinu prereže žile in ga da v bano. To je tako res huda scena. Bomo pogledali si Štefko Drolc v eni svojih bolj zlobnih vlog. Je pa film, to, kar v bistvu mi je tudi blizu, rečemo, če iščem kdaj svoje vzornike, sta mi blizu brata, ko je nenehno neka ironija v risanju likov. Čeprav film ima dramsko osnovo, pa človek čuti karikiranost. Tako da tudi tukaj v resnici na nekem podstati črna komedija noter. Pa si pogledamo tega le Pavleta, odlomek. 2, Pavle. Na zdravje! Na zdravje! Nekdo je bil priden. Je vroče. Danes imam tisto, kar imaš najraj. Pa čist svež je. Drage tovarišice in tovariši, počaščen sem, da lahko otvorim finalno partijo in moje veselje toliko večje, ker ima tudi naš klub, šahovski klub Slave Klavore, svojega predstavnika. No, ob tej priložnosti bi rad pozdravil tudi njegovo tekmico, mlado in talentirano Marijo Gregorčič. Vam vsem pa čestitam srečni in veseli praznik naše občine. Izvolite. Dobro igraš šah. Hvala, ti tudi. Koliko časa ga pa že igraš? Že od 10. leta. Pa ti? Od 8. A se ti mudi? Ne, sploh ne. Daj mal prim. Je pa težek. Ja, jih imam že kar nekaj. Kje me poklič? Se hodi zdaj domov. S tem filmom je še ena zanimiva anekdota. Zelo sem si želel sodelovati z Demetrom Bitencem, Štefko Drolc, Poldetom Bibičem in za ta film na koncu eno majhno vlogico igra Polde Bibič, pa sem ga klical, če bi prišel odigrati. Pa rekel, joj, teh filmskih snemanj, jih je imel že veliko za seboj. Rekel, pridem, če lahko pridem z vnučko, ko gremo na sladoled, pa če vse skupaj ne bo trajalo več kot 2 uri. In sem pripravil set, samo za njega smo ga počakali, posneli kadre. Ampak pol smo nekako spletla toliko prijateljstva, da smo snemala pa še eno televizijsko dramo, študentsko, ki pa je v bistvu bila daljša in igral glavno vlogo. In je igral dlje. Tako da, ja, s filmom so povezane te zanimive zgodbe tudi. Odkje te je pa ta socialni realizem toliko zanimivo, da ga boš dal v thriller? To je taka ful dobra kombinacija v bistvu. Mislim, ko sem ta film imel izpitiran, je v bistvu ni bil najboljše ocenjen, kar je meni osebno zelo ljub. Smo imeli tudi kar lepo pot z njim, ampak v bistvu je bila dilema komisije, a je to drama, a je to grozljivka, a je to komedija. Ampak jaz sem rekel, vse troje v bistvu v enem. V bistvu me zanimajo take zadeve, tudi rečemo, tudi v prejšnjem študentskem filmu sem rad imel nekako dramsko osnovo,
z karikiranimi liki, pa še vedno verjetnimi, pa s takšnimi menjimi situacijami. To mi je v bistvu, ne bi si želel rečemo narediti čiste drame, ampak tak, nekaj na meji. Je pa to težko besediti, seveda. Barton Fink, naprimer, ima to dramsko osnovo, noč so pa skrajno nadrealistične stvari. Zato se vedno znova sklicujem na brata Coen, ki sta mi blazno blizu, kjer je skozi to prisotno. Ta neka dvojnost. Bomo videli, no, kako daleč bo to šlo. Če bom kdaj imel možnost narediti neko tako socialno zadevo s horror elementi, pa še to s kakim širšim kontekstom, bomo videli. Tako da tale pot nekako spremlja mene, tako kot tebe, Tine Strela. Zdaj pa še eno stvar mi povej, Žiga. Ti si v bistvu začel tudi z Peak Destroyerjem, ta zadeva te tudi veže. Je ta zadeva še živa? Pa če mogoče poveš en okvir, to je v bistvu spletna platforma. Peak Destroyer. Ja. Ko smo mi naredili svoj prvi film, smo rekli, da bi ta Rekviem za burek, tam, ki ste ga videli na začetku, smo pač rekli, da vsak normalen film ima tudi svojo produkcijsko hišo. Ne moramo biti mi sošolci drugega B razreda, ampak moramo biti neki. Ne? In smo najdeli ime Peak Destroyer Studios. Pač tako se nam je zdelo nekako cool iz nepojasnjenega razloga, ampak ta Peak Destroyer Studios je bil v bistvu neke vrste brand, ki je obstajal še kar nekaj časa in pod katerim smo mi naredili še kar veliko stvari. Tine Strela je bil trilogija, potem smo naredili ta Rekviem za burek, še eno grozljivko smo naredili, tako je bila malo handheld kamera, laufali smo po tej zapuščeni porodnišnici in še par takih stvari smo naredili, ampak to je bila vse ta ljubiteljska scena. Enkrat smo naredili eno dobro stvar, ki je tudi na YouTubeu, Peak Destroyer News, PDN News. Mislim, da na YouTubeu ga imaš. Ja, na YouTubeu je cel, ja. To je bilo super fora. Na FDV smo naredili takrat premiero v tej večji dvorani in tako je res, v bistvu je bila fora o tem. Mi smo rekli, dajmo narediti premiero. To je pač 25 minut dolga stvar, pa še making of, pa še malo pogovora, pa imamo napolnjen večer. Evo, super. In smo na FDV-ju zmenili se, da bomo imeli premiero v dvorani, ki ima, mislim, da okoli 50 stolov. Ampak za backup v nekem slučaju, če bi prišlo par ljudi več, pa da ne sedijo tam neki pri strani, smo pa še sprobali ta večjo dvorano, največjo na FDV-ju, ki pač obstaja. In tako, pol ure pred samim začetkom začnejo že kar neke trume ljudi hoditi. Mi gledamo, ja, zihram več kakšno predavanje, ne? Pa mi se ugotovimo, da so šli k nam. In to je bil tako totalen šok in mi pol šibamo tisto ta večjo dvorano. In to je en takih boljših primer, ko so ljudje dejansko sedeli pa stali na stopnicah, da so pač videli to, kar smo imeli za pokazati. In to je bil res tak dober feeling. Tega feelinga v bistvu zares nikoli ne doživiš, ker na katerokoli primeru, ko greš svojega ta pravega filma pa na velike festivale, vedno spustijo sem toliko ljudi v kinodvorano, ko gre pod stolov. Ne? In tisto je pa ful dober feeling, če ljudje še malo po tleh sedijo. Kak imaš pa odnos do premier? Mislim, so ti stresne zdaj, danes? Na teh premier je itak veliko, ko smo delali, pa bomo še prišli na Houston, we have a problem. Smo imeli itak po državah premiere, po festivalih premiere in z vsako novo premiero ta trema malo se zmanjša. No. Ker moram reči, da imam kar tremo na premierah. Zdaj, če smo se pregovorili, če me kaj ven spravi, pri tremah je kar, se spomnim na primer premiere za Šanghaj, ker večinoma bi si želel biti v zadnji vrsti, tako da vam lahko hitro ven z dvorane grem, pa da večinoma nekje... Ampak je trema zato, ker so ljudje prvič videli film? Ne vem, zato ker gledam jaz več ali manj samo napake in se mi zdi, da bo pa vsi samo na napako videli. Ne? Zato, ker naprimer, ko je Petelini Zajtrk igral, tisti vikend mi je bil toliko stresen, da sem šel reči na seminar joge, izklopljen telefon imel cel vikend in nisem upal iti niti blizu Koloseja. Se pol mi je vedno nazaj žal, ker si rečem, zakaj si ne privoščim, pa pogledam film v miru z občinstvom pa to. Zato mi je naprimer bila ta premiera Šanghaja stresna, ko pa je takrat Danilo Tirk prišel in sem moral z njim sedeti v dvorani cel film in sem zašvical. Ne vem, svoje filme človek rad gleda z, rečemo, ožjim skupinom, zdaj dansko smo, rečemo, več ali manj kolegi tukaj, bi z veseljem človek pogledal, ko imaš pa tam ene ljudi, pa naenkrat se ti zdi, da film počasen, pa napake gledaš, ker filma se prenažreš v montaži, ne? In vse to mislim, da je travma vsakega filmarja, te premiere, tako da s Petelinim Zajtrkom smo kar stres. Ti si imel kako tako izkušnjo ali se veseliš teh zadev, kako praviš, občinstva? Ne, jaz sem imel isti problem. Mislim, zdaj, recimo, pač, ko smo že
prvencih. Ne. Ampak mene je v bistvu še najbolj pred vsakim snemanjem. Dan pred snemanjem, to je meni največja katastrofa. Jaz bi prav rad skenslal ta en dan pred snemanjem, če bi se dalo, ker takrat je groza, takrat ne veš, a si se dobro pripravil, feeling imaš, da se še nisi, jutri zjutraj moraš imeti odgovore na vsa vprašanja, ampak takoj, ko se stvar začne, takoj, ko je tista ura, ko morajo biti vsi zbrani in takoj, ko pade prvi šot, ni panike, super uživam. Ker je problem v našem poslu, da v bistvu malo režiramo, ne? Mislim, ampak ti delaš ful za televizijo tudi, ne? Ti v bistvu imaš z režijo ful izkušenj, ker delaš to skoraj na dnevno-tedenski bazi. Televizija me, kar se tiče dela, sigurno ohranja v neki kondiciji, sploh te razne serije, sitcomi, zdaj soap opere, to se ohranja pri kondiciji. Čeprav imaš, rečemo, normativ ene serije, to se smešno sliši, ko primerjaš to s kakšnimi Game of Thrones in True Detective. Pri nas se na produkcijskem sestanku, ko se pogovarjaš, rečeš, kako dolgo bomo delali eno epizodo, 1,3 dni, 1,5, 1,8 decimalkah se pogovarjajo. Ja, je sicer hitro delo, ne moreš nekih detaljev izpiliti, ampak delaš pa z igralci in to je fantastično. Jaz, če bi izbral eno fazo od filma, ki bi jo ponavljal v nedogled, je to snemanje. Na snemanju je v resnici film še nerojen, lahko imaš eno fata morgano, da bo to najbolj genialna stvar, montaže še ni bila, video še noben ni, tako da lahko živi v idealnih svetovih in snemanje je fantastično. Je pa res ta stresne, v smislu, ko človek lovi vreme, ko človek lovi ti dispozicije, to noč si pa skozi neke maratono. Ti si v bistvu s Trstom, če se naveževa na tvojo naslednjo stvar in se dotaknemo spet našega kolega Mirana Zupaniča. Žiga, prednji je šel Trst snemati, ker sem pa že tam bil v bistvu kot asistent sodeležen na teh produkcijskih sestankih. Njegov film Trst je naš je bil rizičen projekt, zato ker je imel eksplozije. In mislim, da prednji si lahko šel snemati, si mogel en kup papirja podpisati. Ki so te zavarovali strašno. Za vse jaz odgovarjal, karkoli se zgodi na svetu. Ja, Trst je naš je bil moj diplomski film. Pač point je v tem, ti v 3. letniku narediš en film, to je prvi tvoj kratki igranje. Nekoč je, zdaj Bologna, zdaj drugače. Ampak ja, nekoč smo imeli 3. letnik, leta nazaj. Letnik, ja. Ti si tudi imel 3. pa 4. letnik 2 filma, ja, mi da ne? smo imeli še isti sistem, ja. Ja, to je bil super. Fora je bilo v tem, v 3. letniku si naredil svoj prvi kratki igrani film, ki je bil profi delan, s celo ekipo. In ker sem prej omenil en dan živčnosti pred snemanjem, je bilo pri meni takrat 3 tedne pred snemanjem živčnosti, ker delaš svoj prvi igrani film, pa hkrati ti pa to pomeni tudi, da boš naredil letnik ali ne. Skratka, tako dvojni pritisk je na te in to je bilo meni največja groza. Ampak tam se še tako malo loviš, pa prvič delaš z ekipo veliko, prvič lahko vidiš, kaj ti vsa ta ekipa lahko da, ne. In tudi ogromno kompromisov v končni fazi sprejmeš skozi ta proces z mentorji. Potem pa pač dobiš malo več izkušenj. Jaz sem tudi med poleti ogromno delal v naši družinski produkciji, komercialnih stvari, tako da sem lahko dosti režiral. In ko je prišel na vrsto pač diplomski film, sem rekel, zdaj bom pa jaz naredil to, kar hočem narediti, ali bom pa ruknil letnik, ali pa bom naredil faksa, čist mi vseeno. In takrat sem iskal temo in sem hotel sem se malo soočati s to našo zgodovino, nisem se počutil dosti pripravljenega, da bi šel zares v drugo svetovno vojno ali pa v neko obdobje, ker bi bilo itak predrago. Sem pa najdel eno ekipo, Društvo Triglav, ki se ukvarja z uprizarjanjem zgodovinskih bitk in to se nam je zdelo ful dobra povezava med zgodovino in pač neko današnjostjo. In ja, to, kar si omenil, dejstvo je, da je bil to tako malo nestandarden projekt, ker jaz sem prišel pač študentski filmi so načeloma malo bolj umerjeni glede produkcijskih zahtev, jaz sem pa prišel z eksplozijami, streljanjem, mitraljezi, you name it, uniforme, Nemci, partizani, policaji, vsi so bili noter, konj v galopu, vse. In ta zadeva je bila sprejeta tako v bistvu z nekim, v bistvu niso čisto vedeli, niste čisto vedeli, ti si tudi na uni strani bil, tudi niste vedeli, kaj bi s tem zares delali, ne. Mislim, in je bilo ful velika frka. To v bistvu govori tudi o tem, koliko je film negotov, ko ga bereš na papirju, ne. Ja. Strašno negotov. Ker to je bilo, veš, imaš scenarij na faksu, pa ti piše tam eksplozija, nekdo umre, a pa ne vem, nogo mu utrga, ne. To se sliši malo scary na produkcijskem sestanku. Jaz se spomnim te scene, ki jo bomo v bistvu zdaj, ker te klipe tvoje sva si skupaj pogledala, ki bomo videli zdaj v tem, kar boš pokazal. Ta prizor, ki je bil napisan v scenariju, je izgledal strašno. Gledal je hollywoodski blockbuster. Ja, ne, ja. Se je, ne, bil zamišljen tako. Pač dejstvo je, da
ne vem. Jaz mislim, Veš kaj, ni bilo limite, ne, sem rekel, Ne? lej, to bomo tako naredili. In potem je seveda prišla ideja, tako, ko rekel, 2 tedna pred snemanjem, ko smo že vse pripravljeno, vso pirotehniko, vse, da bi mi raj delali ta film brez pirotehnike, brez streljanja, brez eksploziva, bodimo na varni strani. Ne. In potem sem jaz v bistvu vso neko moje znanje diplomacije, prepričevanja, popuščanja, koncepta daš, dam. Ne. Vem, da sem takrat potem neke scene stran dal iz scenarija, ki so pač izgledale najbolj grozne, da pač bo izgledalo, ok, zdaj sem se soočil s tem problemom in sem nekaj naredil, ampak jaz sem v bistvu potem te iste scene dodal nekje drugje v nek drugi odstavek, sem v nekem z drugačnim stavkom napisano, da je pač se bralo manj grozno, čeprav je šlo za isto stvar v resnici. Ne. Tako da na koncu smo vseeno dobili našega pirotehnika, ki je moral podpisati po moje full papirjev na faksu, vse je bil z licenco, vse, nismo šli nič po domače zares delati, šli smo delati tako, kot če pride kakšna večja produkcija in pač najame izga pirotehnika za isto opremo, ne, nismo nič tukaj se hoteli s tem špilati, ampak dejstvo je, da je bilo to tako najbolj zahtevna stvar. Fora je potem, da smo imeli 5 snemalnih dni, smo posneli 27-minutni film. In smo imeli plan narejen v minuto in vem, da je bil enkrat problem, ko je začel dež padati za 20 minut in nam je plan podrlo za pač 20 minut. In to je bilo tako groza in strah. Ampak nam je na koncu uspelo, tako, ker to je bilo po moje eno mojih najbolj pripravljenih snemanj kadarkoli, ker sem vedel, da bo tako zahtevno vso to pirotehniko. Tako da po mojem najbolj, da pogledamo tale klip. Kar smo vam pripravili je 2-minutni izsek, niti ne iz filma direktno, ampak iz making of-a. Boste videli, kako je film nastajal v eni 2 minutkah. Ej, šarec ni pa več, ne? Dajmo se zmeniti za točno pozicijo, ker zdaj sem spet zelo Stop! Gledaj, okej? Pa na njega dol, on gre in pa na nju dol. Okej, kar Anja na pozicijo. Pozor za snemanje, tišina spodaj. 17/83 drugič. Snemanje in streljanje. Ogenj! Ja, se ga bo. Napad! No, zgodba se je zaključila ful uspešno in super. Če kdaj v življenju pasal, kakšen per je tale pasal po tem filmu. Film bil potem itak naredil celo štalo. Italijanski zunanji minister je dal takrat protestno noto slovenski vladi, da ta film nanaša, kaj že, sol na rane, ne vem kakšne, izpred ne vem koliko let. In to nam je naredilo ogromno PR-ja. Mi smo takrat naredili na individualnih projekcijah, ko smo se hodili malo po mestih, čez 6000 ogledov. Mislim, ta film pa nominiran je bil za študentskega Oskarja na koncu. Jaz sem bil predstojnik takrat oddelka in je bil cel izziv, kako organizirati projekcije, zažigati v študentski film, ker akademija ne sme računati stopnic in pol je bila
cela logistika, kako smo ti organizirali, da si imel dejansko povpraševanje po tem filmu je bilo enormno. Tudi mediji so nas obiskovali, sploh zaradi tega, ker pa mislim, da je tu ena stvar, ki te spremlja kot neko malo naključje, ampak najbrž je to dobra karma. Trst je naš, si naredil plakat za hec in ta plakat je v resnici sprožil spor, ne? Ja, sej, večina stvari, večina viralnih stvari, ki se zgodi, se ne more zgoditi načrtno. To ne obstaja. Vse viralne stvari, ki so se nam zgodile, so se zgodile zato, ker smo 2, 3, 4, 5 ljudi v ekipi verjeli v neko idejo, jo dali ven, v javnost in se je potem razširila. Se pravi, viralnost. Mi smo imeli po Tinetu Streli, ki je postal zelo viralen, smo imeli kar nekaj naročil za viralne videe. Kaj se je zgodilo? Ne? Seveda, prišli so naročniki, mi bi imeli viralni film za, ne vem, prikolico. Jaz sem rekel, super, bomo naredili eksplozijo, vrgali bomo čez klif. Ja, ne, to pa ne. Ja, pa ne bo viralnega videa. Ne? In se stvar zaključila takole v minuti. Tako da ta viralnost je nekaj, kar me v bistvu spremlja že ves čas, ampak dejansko je to nekaj, kar direktno izhaja iz tebe. Kadarkoli je bilo karkoli načrtno, ni uspelo. Greva malo na tvoj prvenec. Prvenec, zdaj povej, kako si se odločil, da boš ti snemal točno to zadevo Petelini zajtrk? Mislim, to, kar mene zanima, če smo prej govorili o Pavletu po neki družinski socialni folklori, bi rekel, da me tudi tukaj zanimala ta folklora in sicer delavski razred, mala vas, neke ljudski običaji, čeprav ni zdaj toliko filmov o nekih običajih, ampak ta neka dvorišče, majhne stvari, nek alkohol znotraj ene ozke družbe. In takrat se spomnim, da mi je Franci Zajc ves čas spraševal, kaj bi naj bil moj film. In jaz sem rekel nekaj čisto majhnega, nekaj relativno preprostega, nekaj, kar obvladam. In pol je dal na mizo roman Petelini zajtrk, iz katerega se je pol rodila ta adaptacija filmska. Film je malo prilagojen bil. In to, kar me najbolj potegnilo, je bil dejansko ta neka slovenska folklora, ki je noter. To od bale, ki jih je Urša preomenila, do mehanika, do ene družbe, ki tam pije pri sebi, do nekega poletja vročega, ki se zgodi. Tako da to je bil nek moment in to v bistvu iščem tudi skozi naprej. Kam je šel pa thriller tukaj? Thriller? Ne, to pač čaka, mislim, filmi prihajajo, življenje ima nek svoj tok. Čaka tli, bo že prišel enkrat ven. Tukaj thrillerja sicer ni bilo, ampak sem se pa malo izživljal z streljanjem na koncu. To smo malo drugačni, da tega ni bilo v knjigi. Kar se Petelinega zajtrka tiče, pa tvojega, naprimer, odnosa do viralnosti, jaz sem tukaj doživel tole, kako lahko gre nek dober glas od ust do ust in je Petelini zajtrk meni dejansko, tudi sam nisem pričakoval tega. Zame je spomin na ta film, krst filmski, celo večer sem v bistvu prvič snimal. Videl sem, da je to strašno naporno, vmes zbolel z vročino, hodil na set, Danica me je zalagala s tabletami, ker pač snemalni dan mora biti, to nimaš kaj, tega se navadiš. In v bistvu kondicijo sem videl, da rabim še večje in za naprej sem se prav pripravljal na snemanje. Mislim, jaz na snemanje, ko enkrat je, ni enega dneva, grem zgodaj spat, zgodaj vstajam, ne pijem, kadim tak ne. Tako da, ena absolutna askeza. Marko Drgač sploh ne pije. Dobro, vodo, Coca-Cola, to pijem. Tako da Petelini zajtrk je v bistvu bila ena taka pozitivna zgodba, ki mi je še danes v oporo, ko človek gre na filmsko pot, v to neko negotovost, kaj bo s tvojim filmom. Ker ko delaš film, pa imaš scenarij, si naslikaš eno fata morgano okrog filma. Ker sicer ne bi šel niti na to pot in se ti film zdi tvoj najbolj pomemben in največji in to mora absolutno biti, zato ker če tega entuzijazma ne bi imel, ne bi zbobno in ekipe in vse te neke volje do snemalnih dni in mest in potem tudi ta dolga postprodukcija. In potem, ko napihneš en film tak fejst in se zgodi premiera, zato sem o tistih tremi govoril, imaš občutek, a to sploh bo koga zanimalo, a to sploh kaj bo. Jaz dejansko se nisem upal iti takrat v bližino kina in sem bil presenečen in sem imel celo izklopljen telefon, ko pol v ponedeljek zjutraj dobim klic, da je bil dober prvi vikend gledanja in potem tak naprej. A se jaz prav spomnim, da je bila premiera na festivalu slovenskega filma? Je bila to takrat? Premiera je bila na festivalu slovenskega filma, ja. Jaz sem takrat to gledal in se prav spomnim, da si bi, pač to je bila ena izmed prvih projekcij takrat, torej to je bila ta premiera najbrž, na kateri sem bil jaz in se prav spomnim, da po filmu jaz pošljem Marko to message, to bo hit. In Marko, hvala. Ja,
Na srečo se je izšlo, ja. Tako da poglejmo si en Ampak delček. si vnaprej, mislim, si delal film z mislijo, da bo to postalo Ne, to je v gledana bistvu stvar? najbolj pogosto vprašanje. Z nobeno mislijo nisem delal. Delal sem z mislijo, da želim snemati filme, da želim delati zgodbo, ki mi je blizu, nobene misli. Tudi danes je ni. Nemogoče je to predvidevati. Nemogoče. Mislim, mogoče lahko hollywoodski sistem z nekimi zvezdniki, z nekim PR-jem to razmišlja na ta način. Ne, nisem si mislil. Bil sem pa seveda presenečen, ko se je Severina pridružila vsemu temu džumbusu naenkrat kot okrog. Valjda, pol vidiš, da ima film nek dober zagon, ampak ne predstavljaš se tega. Se konec koncev Severina igrala že v nekih filmih prej, pa ni funkcioniralo. Tako da, ja. Ne, ma v kakšnem je, Ne, no? v tistem ja. Okay, zaradi tistega je ta film funkcioniral. Ampak tiste domač video, tiste viralen. Bil teaser. Govorimo o onih drugih filmih. Ja. V glavnem to, kar mi je bil pa motiv pri Petelinem zajtrku, pa v resnici ne glede na to, da je Gajaš zelo pomemben lik in Vlado Novak, meni je bila želja narediti eno tako zgodbo o enem usodnem poletju, neki vročini v zraku in zato tista scena z balami nekako meni simbolizira bistvo tega filma. Potrudil sem se nekako, da bi naredil vsako toliko kako sceno, ki bi bila zapomljiva. Ne? Naprimer poljub Gajaša, bale, tega ni bilo v romanu, to smo nekako tekom procesa naredili. In tukaj je Miha Ferko, scenograf, zrihtal lepo prekmursko ravnico, na kateri smo to posneli. Poglejmo si ta odlomek. Zaljubljeni, prosim na plesišče. Tu sem prej namenoma rekel prekmurska ravnica, zato da sem malo zapeljal. To ni prekmurska ravnica, to je Barje. To je na Barju posneto, levo je Krim, desno je Ljubljana. Govori pa tudi nekaj o tej manipulaciji filmski, ne, zato. Pa tudi o entuzijazmu, ker danes sta tukaj z nami tudi Barbara in Matevž, Barbara Zemljič in Matevž Luzar, ki sta bila moja asistenta na tem filmu. In tile lepi cvetovi, ki letijo v zraku, to je Barbara pihala ob kameri v forplanu. Rudi Požek je to nabiral pridno, te cvetove. Predne smo pa to posneli, pa je deževalo in smo pekli čevapčiče in smo jedli čevapčiče in čakali na ugodno luč, ki se je na srečo zgodila, ne, ker to je bilo to, kaj če ne bo sončnega zahoda lepega. Tako da ja, ta filmska magija mi nekako mi ponazarja
tale odlomek. Pa še nekaj, eno igro sva se šla z Matevžem na samem snemanju. Za vsak prizor sva probala najti, čeprav za ta film se ne morem odlomek točno spomniti, kaj sva že imela, ampak za vsak prizor sva probala najti eno referenco iz svetovnega filma. Ne. Kira scena je zdaj kao Scorsese, to je kao Spielberg, ne. To je kao Kislovski, ne. In če sva to našla, sva rekla, ok, sceno imamo. Se spomniš, Matevž? Ja, vse sva imela, no, ter Batman je bil pogreb, ja, ker je šla kamera gor. In če sva to imela, sem bila na sigurni strani, ok, scena je. Tako da, Žiga, če greva v bistvu, ja, ok, če greva v bistvu k nama najnim zaključnim delom, oziroma pa ohraniva tole, pa tole, Houston. Ja. Tako je. Tu smo si pripravljali odlomke, ampak ker v bistvu nas čaka, rečemo, se bova držala tega, kar smo obljubila 90 minut, bova počasi šla v zadnjo fazo. In sicer to naključje, Žiga, ker sem slučajno ravno takrat režiral Studio City in si bil moj gost, in si moral Marcelu komentirati eno novo naključje, se pravi, če si imel Tineta Strelo, ki je bil viralen, še preden se je zgodil YouTube že, če si imel Trst je naš, ki je postal spor med Slovenijo in Italijo, diplomatski zaradi plakata, kjer je pisalo gor Trst je naš. In je to Gojc je bil v partizanski uniformi. Ja, in še Partizan in Rdeča zvezda, se ti je zgodil spet en viralen dogodek, ki pa kar povej, kako se v bistvu ti je zapletlo, ker v bistvu ste naredili napovednik za film, ki si ga želel posneti, in za hit si ga dal na YouTube. Ja, tako se začne večina teh nekih zgodb. Ja. Nekaj smo naredili za foro, potem se je pa štala zgodila. Dejstvo je, da po filmu Trst je naš, to je bil pač kratki film, ok, bil je dost medijsko izpostavljen, bil je tudi pač finalist za študentskega Oskarja in vse, kar s tem pride. Ampak dejstvo je, da se samo od sebe nič ne zgodi, torej ni klica iz Hollywooda ali česa podobnega. Kar smo mi takrat naredili je to, da pač smo začeli razmišljati o nekem novem projektu. Jaz sem delal tudi ogromno komercialnih stvari, pač v naši družinski firmi Studio Verc, ki že zelo ima 25. obletnico imamo zdaj, se pravi, ko sem bil jaz star 5 let, je bila ta zadeva ustanovljena. In jaz sem začel takrat razmišljati o nekem novem projektu, o nekem novem scenariju in napisali smo en scenarij, ki je bil dosti taka kopija Armagedona v bistvu, taka stolbi to, kot je cel BDP Slovenije najbrž, in zadeva ni šla nikamor, šla je v predal, ampak kakorkoli dalje sem razmišljal, zato ker ta zgodba, ki smo jo takrat napletali, je govorila o tem, da Slovenci rešimo svet pred trkom Marsa v Zemljo. Skratka, Mars se približa Zemlji in pač bo konc sveta, sem Slovenci mu zadevo rešili. To je bila taka pač ideja za prvi moj celovečerski, ni pač uspela. In potem smo pa dalje razmišljali z mojim stricem, ki sedi zraven, Tineta Strele, z Boštjanom, pa z očetom smo v bistvu takrat dosti hodili po tehle Documentary Campus pitchingih. To je bila v bistvu neka mednarodna delavnica za dokumentaristiko, ki je se vsako leto končala v Leipzigu z predstavitvami teh projektov. In mi smo to hodili in smo se začeli nekako bolj zanimati v bistvu za dokumentarce, ker se mi je zdelo, mogoče bi pa naslednji korak bil dokumentarni film. In medva tako nek dan sediva tamle pred tisto ogromno stavbo od, kaj že, VDR, MDR, neki Deutsche Rundfunk, neki. In rečemo, pa kaj pa če bi mi izkoristili to neko našo vesoljsko idejo, pa jo obrnemo malo v dokumentaristiko. Tako, da je malo je fikcija, malo pa dokumentarno, kukar. In smo naredili, na ene pol strani smo napisala, pač imeli smo idejo jugoslovanski vesoljski program. Sem te 3 besede smo imeli, iz tega je vse štartalo. In že te 3 besede, jugoslovanski vesoljski program, so čisto vsakmo, ko si mu rekel, kaj pa delaš, kakšen projekt delaš, si mu sem te 3 besede rekel in je zadeva bila, wow, povej mi več o tem. Ne? In smo vedeli, da nekaj imamo v roki, kar je zanimivega. In kar se je zgodilo, je to, da smo to zadevo morali spraviti v neko audiovizualno obliko. Mi smo se prijavili takrat na Documentary Campus Master School, to je pač dokumentaristična delavnica. Se pravi, mi smo šli z igranim projektom na dokumentaristično usposabljanje, kar je za sabo prineslo marsikatero bizarno epizodo.
Kar je bilo pa dobro, je bilo pa to, mi smo morali narediti nek napovednik, neko prezentacijo ideje. To je pač običajno danes, da če delaš kakršenkoli mednarodni projekt, moraš nekaj imeti v roki, ki pokaže vsaj nek feeling celotnega projekta. In naredili smo dosti na hitrico en napovednik, ki je povedal v 4-5 minutah zgodbo jugoslovanskega vesoljskega programa. To je bil januar 2012, oziroma december 2011. In je bil namenjen ravno za to delavnico. Potem smo pa rekli, pa dajmo mi to na YouTube, vse brez veze, da dajemo pod geslom, da bomo komplicirali, tako to nam bo nobenega neki ful zanimal, gor, dol, sem tja. In damo mi to na YouTube, pošljemo pač tem ljudem, ki smo to morali poslati. Pa so rekli z Boštjanom, pa dajva še vsak na svoj Facebook. Pač, če bi slučajno koga zanimal, da si lahko pogleda. Fast forward, naslednji dan 4 milijonov ogledov. In seveda ogromno medijskega pompa, predvsem zaradi tega, ker zgodba o jugoslovanskem vesoljskem programu je bila dejansko narejena, kot da je to dokumentarna resnica, ne? In to je bil ta najbolj bizaren trik vsega tega. In kar smo zdaj tle pripravili, je bil en izmed takih prvih meni, takih bolj bizarno ljubših odzivov, ko smo bili na HRT dnevniku zvečer. Ful je bil dolg prispevek in smo ga skrajšali na polovico. Tako da mene smo malo odrezali tam neki filozofiram, ampak da vidite malo duh tega, kaj se zgodi, ko duh pobegne iz steklenice in ljudje verjamejo, da je Juga imela vesoljski program. To je pa 05 HRT dnevnik. Slovenski redatelj Žiga Virc izazvao je pravu buru kada je na internetu objavio najavu filma Houston, imamo problem. Priča filma razotkriva kako je navodno Jugoslavija za vrijeme hladnog rata razvijala svemirski program koji je 1961. Tito prodao Amerikancima, a američki predsjednik John Kennedy zatim je najavio let na mjesec. Je li Tito bio treći igrač u svemirskoj utakmici između SAD-a i Rusije? Ali ono što vam zasigurno mogu reći, da podaci koje mi imamo da su tačni, da je njemu od strane NASA i ljudi koji su ga posjetili i astronauta koji su leteli na mjesec poklonjen 1 ili 2, ja sad ne mogu da vam to tvrdim, kamena koji navodno potiču sa mjeseca. U Ljubljani pozdravljam autora filma, redatelja Žigu Virca. Dobar vam večer. Dobar večer u Zagreb. Gospodine Virc, mnogi ne vjeruju da je Jugoslavija imala svemirski program, skloni su tvrditi kako ste zapravo sve izmislili. Ja, na prvom mjestu bih podario jednu stvar. Prvo želio bih naglasiti da mi pripremamo dokumentacijsku dramu. To nije dokumentacijski film ili nešto slično. U praksi to pomeni U praksi to znači da se nalazimo u fazi razvoja, postavili smo hipotezu, u hipotezi je jedna priča. Koje i koliko čvrstih dokaza za sada imate? Tako vam rekao, Pa, svakog dana dobivamo nove informacije. Zbog toga što je sve u fazi razvoja, mogu samo reći da od prošlog tjedna, kad smo postavili link, odnosno na YouTube, dobili mnogo novih informacija, a i vi mediji mnogo ste nam pomogli. Prije nekoliko dana... U najavi filma tvrdite da nije bilo Jugoslavije, Amerikanci nikad ne bi odletili na mjesec. Je li to točno? Odakle vam to? Barem taj dio nam objasnite. Tako, jaz mislim da se tukaj lahko vrnemo. Mislim da se možemo malo vratiti u povijest. Jugoslavija, odnosno Austro-Ugarska, imala je jednog velikog pionira, Hermana Potočnika Nordunga. To je onda kad su braća Wright tek razvijala prototip jednostavnog zrakoplova. Herman Potočnik, Slovenac, rođen u Puli, već je razvio mnogo koncepata, programa, svemirske tehnologije, raketa, hotela, infrastrukture. I preuzeo je to Werner von Braun kao master knight u nacističkoj Njemačkoj i kasnije voditelj nasilnih razvojnih programa. Nakon toga su preuzeli sovjetski znanstvenici i naša hipoteza da su i kod kuće željeli iskoristiti to znanje Hermana Potočnika. U svakom slučaju, za sada ste uspjeli razviti burnu raspravu na ovim prostorima. Najavu vašeg filma na YouTube-u u samo jednom danu vidjelo je 200.000 ljudi. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku 3. Ja, hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Stigli smo do kraja trećeg Dnevnika. Želimo vam ugodan nastavak večeri.
tem intervjuju sem začel razmišljati, če bi se začel ukvarjati s politiko. Odlično si nastopil. Ampak to nekaj govori tudi o tem. Si videl parlament zadaj, veš? Na RTV-ju smo snemali moj del intervjuja in pol te vprašal, na našem RTV-ju. Ja, kaj bi želel imeti za ozadje in so imeli parlament, sem rekel, super, daj. Odlično zgleda, odlično. Jaz se spomnim, sem to živo gledal. Super. Ampak me pa to navaja na nekaj, ne, da je film v resnici magija in ne glede na to, kakšen projekt delaš, tudi če je intimen, se je fajn zavedati, da je film v resnici večji od življenja. Mogoče se zato sliši tako klišejsko, ampak to nekako je meni včasih vodilo tudi, ko iščem scene za film, da so noter scene, ki ko vidiš film, si jih zapomniš. Tako da če rečeš, ok, gledal sem ta film, ne, pa si zapomniš noter par zadev, ki jih neseš s sabo. Se mi zdi, da pol film uspe iti tudi z gledalcem iz dvorane ven. Ne. Imaš tudi ti, da je to željo, oziroma kako imaš ti odnos do gradnje scen, čist dramaturško, prizorov, filmsko? Veš kaj, fore, mislim, da ful imam svojega zares tazga stila, tako da bi rekel, to je pa verc delo. Pa ga imaš, veš čas v tvojem stilu, jaz mislim, da ga imaš. Jaz ga probam ne imeti, no. Veš kaj je stil? Problem stila je to, da si hitro začneš ponavljati, veš. Ful je tanka meja med stilom pa ponavljanjem samim sebe. Se ti ne zdi? Veš kaj, jaz mislim, da stil je fajn, če je spontan, ker pač pride in tvoj spontan na nek način stil je, absolutno nimaš zavor pred, tako si rekel, sky's the limit, to ne velja pri tebi in iz tega narediš ven iskrene zgodbe, vedno znova si pri nekem... Iskreno do samega sebe je tako osnova za vse te projekte. Še noben dober projekt ni rad, če ni bil čisto 110% iskren. Je recimo ravno Houston imamo problem, zdelo se mi je, da imamo v roki, ko smo začeli delati, se bomo pogledali pa še napovednik, ko smo začeli delati ta projekt, meni se je zdelo, da imamo v roki nekaj hudega, nekaj, kar bo ful dobro, ampak nisem imel blage veze, kaj to zares bo. Ker ko je bil ta intervju narejen, mi smo imeli samo tisti 4-minutni napovednik na YouTubeu, ko smo ga doma v firmi pač zmontirali skupaj iz enih pokradenih arhivov. In to je bilo vse, kar smo imeli. Nič več od tega nismo imeli. Tako da je v bistvu še kar nekaj resnice o tem, ko sem rekel, da vsak dan nekaj novega zvemo, ker je bilo še kar dejstvo. Ampak osnovna stvar je bila, ideja je bila od začetka narediti nek velik nek vpliv na gledalce. Tudi nisem vedel točno, kaj to bo na začetku. Mi smo se takrat pogovarjali, mogoče bi tole bil čist klasični igrani film, mogoče bi to celo lahko bil dejansko dokumentarni film, ampak v končni fazi smo rekli, pa kaj pa če bi naredili na tako hibridno dokumentarno igrano formo, ker veš kaj je ena stvar, ki mene ful velikrat malo živcera, sploh pri filmski stroki je ta, da umetnost naj bi premikala meje in film je pač del umetnosti, ampak takoj, ko pa ti žanrsko nisi jasno opredeljen, je pa velik problem, kar naenkrat nastane in ko ti ne znaš povedati, ali si dokumentarni ali si igrani film, štala. Tako, veš, tak feeling je, kot da delamo neko, ne vem, elektroinštalacijo, ko pač moraš vedeti, ali imaš enofazni ali imaš trofazni tok, ni nič vmes, ne. In isto je bilo pri tem projektu, jaz sem se na koncu prav nehal ukvarjati s tem, kaj naj bi žanrsko sploh zares bil. Ne. To je bila taka zelo, kaj pa vem, tak pomemben preboj že v začetku same produkcije filma. Čeprav je to delalo potem preglavice produkcije, ne, ker Boštjan je vedel, kam naj bi se zdaj mi prijavili s tem filmom, recimo, pa ali ga ponujali kot dokumentarni ali kot igrani, v kjer slot naj bi ga dali. In potem se je zgodilo to, da pač imamo festivale, ki ga uvrstijo v igrano sekcijo, pa festivale, ki ga uvrstijo dokumentarno. In potem jaz na festival, ne vem, v Cerihu sem bil, naprimer, ko ga dajo med 15 drugih dokumentarnih filmov in pač Houston je tam, kot en izmed dokumentarcev in potem jaz delam Q&A in odgovarjam na vprašanje, zakaj. Mogoče to ni čisto dokumentarni film, ne. Si imel dilemo. So bili zgroženi gledalci? Ker pri dokumentarnem filmu pričakuješ malo drugače. Ja, pričakuješ dokumentarni film, ne. Ena je bila ful dobra, ena obiskovalka v kinodvorani, tako je ves čas tiho vzela mikrofon na koncu v roke in reče: "But you were playing with our emotions." Sem rekel, ja pa sej, to filmi delajo, kaj ne? Zato smo tukaj. Tako je šel začetek razvoja. Zdaj pa greva na tvoj drugi film. Okay, s tem bova tudi z mojim zadnjim bom pa zaključevala, tako da z moje strani bo to zadnji nocojšnji film, ja, ker izvoli. Ja. Kaj te zanima? Kaj me zanima? Zanima me, kako si se odločil po knjižni predlogi nadaljevati. Zakaj knjižna predloga? Če bi jaz lahko zbiral, ne bi bil avtor nobenega scenarija.
Jaz sem zelo srečen, če je avtor do drug. Zato mi je knjižna predloga mi je uteha in opora v smislu dramaturgije. Nekdo je že prej zelo dosti razmišljal o nekih likih, o nekih karakterih in v tem primeru Feri je naredil roman Nedotakljivi, ki ga je bilo pa potrebno precej oklestiti za film Šanghaj. Noter so 4 generacije, že tako je film precej ekstenziven. In moja največja naloga je bila seveda to klesti. To, kar me pa je prepričalo za delo, je pa romski milje, romski jezik. Bilo mi je zanimivo delati v, rečemo temu, tujem jeziku. Bilo mi je zanimivo, ker se je ponujal v zgodbi mednarodni kast. Bilo mi je ambiciozno ta misel na nek spektakl, na to, da upravičim ta format 2:35. To so bili nekak ti motivi. Želel sem si iti nekam čist drugam kot Zajtrk. Če je Zajtrk bil intimen in tih, v dramaturškem smislu bolj, no, govorim, dost preprost v strukturi, je Šanghaj bil neobvladljiv in to me je mikalo, no, da naredim nekaj čist drugačnega, da v bistvu je težko sploh primerjati Zajtrk pa Šanghaj. Zato sem to šel. Je pa veliko živcev me stal ta film v smislu strahu, ne. Ko si me prej na začetku vprašal, če da izgubim živce. Nisem izgubljal živcev sicer, ampak sem pa imel nočne more. Če se telo pa najbolj strah? Mislim, strah te je vedno znova, da zgubljaš projekt. Je snemalni dan, nekaj narediš, pa valjda vedno moraš nekako se prilagajati nečemu, nekim okoliščinam in vedno znova te je strah, ali še imam film, ali še imam film, ali še imam film. In upaš, da ne boš naredil. To je bil eden dražjih naših projektov, ne? Uradno mislim, da je najdražji, ja. Tako da, ja, ampak še vedno smo morali scenarij, ki je bil na 150 straneh, skrčiti in sem prišel na 98 strani. Veliko sem vem vrgel in v bistvu, ko gledam zdaj film nazaj, film bi v resnici moral biti še daljši, še manj bi moralo biti prezence offa. Ampak na koncu je bilo treba se vprašati, ali bomo film pripeljali do konca, nepoškodovani, govorim v produkcijskem smislu, se poznamo kakšne zgodbe iz naše kinematografije, ko se včasih niso srečno zaključile, tega me je bilo namreč od strah, ali pa pridemo do konca in smo vsi celi, živi in zdravi in upamo, da imamo čim boljši film. Na srečo smo prišli skozi z v redu narejenim projektom. Zunaj je bil film zelo fajn sprejet, ta romščina je več ali manj ljudi zelo fascinirala in lahko si pogledamo. Bilo pa je meni zanimivo delati z romščino, ker razen tega, kar sem napisal, nisem nič razumel, pa še to nisem točno vedel, če prav govorijo. Ampak je Senad Bašič enkrat rekel, Marko, ne skrbi, tako da vsaka vas ima svoj dialekt. Že govorimo v redu. Tako da pogledamo si en košček, en kratek košček, kar se tiče filma Šanghaj. 4. Tu san legende, saranno filmi. Amore mio. Udada upre lauctia la Italia. Volo boltoši, te kada aulu paul, sinjava ujašna cilo gaf. Ima i lepeza od Kineza! Roba zarutelal, sinjan Jugoslavija vredni bute drsar somnak. Kao i u jamah i pa šeder la Itaulijake, men se lindjaman di Slovenija. Javi pe, mahalja! Kajđa, ano galop. Hej, piknik rasteja, hej, piknik rasteja, hop, hop, hop. Kajđa, ano galop. Evo, Žiga, da ti še jaz za zaključek postavim vprašanje. To pa je bila Prekmurska ravnica. Še za Houston, da na nek način zaključiva večer z poletom v vesolje, ker se mi zdi, da se spodobi, želimo slovenskemu filmu čim več
poletel po naši orbiti, medplanetarni, planetarni, festivalski, kinematografski. Tako da tale trailer, oziroma Houston, premiero si doživel v Tribeki. Si spoznal Roberta De Nira? Sem. Ja, kako je bilo? Po moje sva se pogovarjala 7 sekund. Ampak spoznal si ga? Spoznal sem pa ga. Tako da odgovor je da. Tak politični odgovor je da. Konkreten pa, da mi je ratalo dobiti njegovo sliko. Mislim, sliko z njim. Fora je bilo o tem, da našmo, jaz sem imel celo PR ekipo za sabo, kateri je bilo blazno pomembno, da za štart filma na premieri na Tribeki dobim sliko z Robertom De Nirotom in to je bila tako ena taka moja misija, veš, tako počutil sem se kot kakšna najstnica, ki se mora slikati z enim movie starem za... Je bila pa slika, pa tudi objavljena v Dolenjskem listu. Odlično, odlično. Od Tine Strele naprej. Tako da ja, no, film, se pravi Houston, imamo problem na Fast Forward, je doživel v bistvu kar veliko koprodukcijo slovensko, češko, hrvaško, nemško, katarska koprodukcija, mislim, da 10 financerjev, tudi HBO. Junija bo tudi na Netflixu in v bistvu je bila ena taka zelo zanimiva izkušnja, ki je trajala 5 let, od tega skoraj 1 leto v montaži, tako da popolnoma razumem to, kar si rekel, kako bo, ko bo film prvič primerno prikazan in kakšni so občutki ob tem grozni. Jaz po 1 letu, jaz še zdaj ne morem filma več, mislim, sploh ga ne morem gledati, ker zelo imam eno tako pauzo, da ga kakšno leto, mogoče celo 2 ne bi videl, da bi ga probal s svežim nekim pogledom pogledati. Je pa res, da smo mi naredili, mogoče kot en tak detajl, ko smo bili toliko časa v montaži in smo res rabili feedback, smo seveda imeli in neke profesionalce, ki so pač prišli v montažo nam dajati neke feedbacke, ampak smo vzeli tudi ta klasični hollywoodski koncept, najeli smo agencijo, ki se ukvarja z... Tle nekaj klepetajo spredi. In najeli smo v bistvu agencijo, ki se ukvarja z raziskavo trga. Napolnili smo 2 polni kinodvorani ljudi, tazga preseka populacije, pogledali so si film, skoraj finalno montažno verzijo in so izpolnili formularje z nekimi vprašanji, ki smo jih imeli. Tako da sem imel že vsaj ta nek prvi odziv. Ni bilo tisto, da zdaj pa film damo ven, imamo premiero in šele takrat nam ljudje povejo, da ima nek problem z njim, ne? Ampak smo to že prej nekako uspeli narediti. To je bila ful taka dobra izkušnja. Tom delo še naprej. To je meni čisto genialno, da imaš čim več odziva od dejanske publike. Tako da ja, no, film je doživel premiero na Tribeki. Bili smo še kar po nekaj festivalih. Bil je potem tudi slovenski kandidat za Oscarja in mi smo dejansko potem šli delati celo akcijo v Los Angeles. V bistvu nismo dobili nekih javnih sredstev, zbrali smo skupaj z našo produkcijsko hišo kar nekaj privatnih sredstev, v bistvu na kup, šli smo v LA, naredili smo dodatne projekcije, srečanja, zaradi tega, ker dejstvo je, da ko je film nacionalni kandidat za Oscarja, to ni še nič, ker se nič ne zgodi samo po sebi, ne. Pač v Ameriki je vse denar. Če imaš denar, lahko narediš kampanjo, če ga nimaš, kampanje ni. Zelo preprosto, ne. In pač sicer nismo prišli potem na short listom, bila pa ful dobra izkušnja z bližnjim srečanjem s Hollywoodom. To je bilo cool. Tako da nič, Houston je bil potem dosti dobro gledan, imeli smo kinodistribucijo po celi bivši jugi, še v Avstriji šel v kinodistribucijo iz nekega razloga, to je bilo še kar smešno, ampak ful zabavno, ker je pač neka čisto druga publika. In to je to, po mojem lahko počas zaključimo z napovednikom tega filma. Jaz bi rekel, nema film zadnjo besedo. Hvala vsem za nocoj. Zunaj nas čakajo, tako kot je Žiga začel, bureki. Tako da vabljeni na pogostitev, ki te niso zastrupljeni. Ja, ti niso, ne. Ti bojo v redu. So čisto sveži. Tako da hvala še enkrat vsem. Poglejmo si pa odlomek Houstona za zaključek, da gremo s filmsko emocijo v večer naprej. Tako da 6. Trailer, 06 Houston trailer. Hvala še enkrat. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not just our pride, but our security is at stake. The country is in dire trouble. Io
Ja sam postao dio inženjerske ekipe u jugoslovenskom svemirskom programu. Obviously, this had to be done in secret. They had to figure out a way to do this without anyone finding out. A šta ta kamera? Toda, skoraj gotovo je da bi Jugoslaviji grozil bankrot. Falsificirao sam skice, uljepšavao sam rezultate testnih lansiranja. Mr. President, this is a difficult and dangerous world in which we live. Problems started almost immediately. Amerikanci su pobjesnili na to. Za glavno ameriško obveščevalno agencijo CIA sodelovanje ni potekalo po naših željah. Now, there was an assassination attempt on Tito's life while he was staying in New York. Jer nije predsjednik sve mogući. Tako da nije tako lako. Mom, those Yugoslav bastards right off there. I really mean it.